Pozdravljeni v novi oddaji Reflektor, kjer bomo raziskovali in odkrivali svet umetne inteligence. Ste se kdaj spraševali, kaj se skriva za vrati raziskovalnih laboratorijev umetne inteligence in ali to, da umetna inteligenca odkriva naš svet? Danes je umetna inteligenca že neposredno v naših življenjih, vse od nenavadnih situacij, kot je papež v beli puhovki, do izzivov, kot so deepfake tehnologije. No, danes je z nami en prav posebni gost, ki se z umetno inteligenco ukvarja že kar 6 let. Marko Zeman je doktorski študent računalništva in informatike, ki se zadnjih 6 let ukvarja s področjem umetne inteligence. Pred 3 leti pa je sodeloval tudi z ekipo priznane profesorice Marinke Žitnik z Univerze Harvard. Marko Zeman, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Zdaj za začetek, če mi lahko poveste, kako bi laiku obrazložili pojem umetne inteligence? Enim jim pravijo tudi umetni Ja, umetna inteligenca naj bi želela posnemati našo naravno inteligenco, torej človeško inteligenco oziroma človeški To sicer ne deluje čist na enak način kot človeški možgani, ampak je v bistvu skupek nekih matematičnih funkcij, ki so dosti kompleksne, da v bistvu se lahko umetna inteligenca nekaj nauči. Zdaj jaz bom uporabljal tleno besedo model umetne inteligence. To si lahko predstavljate kot recimo ChatGPT je en model umetne inteligence. In ta model sam po sebi ima neko znanje, ki ga dobi preko učenja oziroma treniranja tega modela. Za to treniranje pa mi potrebujemo podatke. In bolje je, če imamo čim več podatkov in potem te podatke mi damo v model in mu povemo, kaj je pričakovan rezultat, torej kaj je pričakovan izhod iz tega modela. In ko imamo takih podatkov veliko, torej parov, vhodov in izhodov, se ta model s časoma lahko nauči, kako dobro preslikati nek vhod v pravilen izhod. In potem to lahko uporabimo za neke nove primere, da ko imamo na voljo samo vhod, lahko napovemo, ocenimo nekaj za prihodnost, naš izhod. Recimo en tak primer, ko sem že omenil ChatGPT, na vhod damo mi nek tekst, model nekaj to procesira, potem pa nam na izhodu vrne tudi nek tekst. Velikokrat so pa to lahko tudi druge stvari, ni nujno, da je to tekst besedilo, lahko so zgolj navadne številke, ker tudi tekst je v resnici predstavljen z navadnimi številkami, lahko so slike, lahko iz slike ugotavljamo, kaj je na sliki, lahko ugotavljamo, ali je na sliki recimo mačka, pes, neka tretja žival, lahko pa tudi za vsak piksel na sliki rečemo, to pripada mački, to pa pripada travi. Tako da imamo veliko možnosti, kaj vse lahko z nekim modelom napovedujemo oziroma ocenjujemo. Recimo v zadnjem času so najbolj popularni veliki jezikovni modeli. To so te modeli, ki sprejemajo tekst in vračajo tekst, ampak v osnovi so pa to vse številke. Torej mi neke številke skozi neke matematične procese v modelu spreminjamo v neke druge številke napovedi. Lahko so pa to teksti ali slike. A bi pa rekli, da je umetna inteligenca pametnejša od človeka? Trenutno bi rekel, da ne. Se mi pa zdi, da v prihodnosti se to lahko zgodi. Recimo en tak model zelo znan strojnega učenja so nevronske mreže, ki naj bi bile podobne nekim našim možganom, torej imamo neke nevrone, lahko si predstavljamo kot neka vozlišča, ki imajo med seboj povezave. In te povezave mi učimo, torej učimo vrednosti teh povezav, kako iz nekega nevrona prijemo v drug nevron in tako vse do konca tega modela oziroma nevronske mreže. Ampak v resnici mi točno ne posnemamo delovanja nevronov v naših možganih, ampak uporabljamo neke matematične funkcije, da to približamo temu. Tako da zaenkrat imamo nek približek v tem, kako naj bi to delovalo kot človeški možgani, ampak ne bi pa rekel, da je to še pametnejše od človeka. Lahko pa ima več znanja od človeka. Torej, naprimer, ChatGPT ima po mojem mnenju več znanja od povprečnega človeka, ker ima veliko znanja v kemiji, v biologiji, v matematiki, v pisanju tekstov, kar je v enem človeku zelo težko najti. Tako da jaz bi rekel, da imajo več znanja že,
mogoče pa niso pametnejši. Ampak to je bolj filozofsko vprašanje, kaj sploh pomeni, da je nekdo pametnejši. Glede na to, da se že 6 let ukvarjate intenzivno z umetno inteligenco, me zanima, kaj v bistvu so bili vaši začetki, mogoče spoprijem z temi novimi orodji. Torej, kako ste začeli in ko spremljate ta razvoj in kaj v bistvu pričakujete še, tako ta sam proces? Ja, moji začetki so izvirali še iz dodiplomskega študija na faksu, na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Tako da tam sem se prvič spoznal z umetno inteligenco oziroma analizo nekih podatkov. Specifično recimo pri tem predmetu prvem smo recimo imeli podatke iz evrovizijskih pesmi in kako so nekatere države glasovale v prejšnjih letih. In potem smo napovedovali, kako bodo glasovale države v naslednjem letu med sabo, ker nekatere države si velikokrat dajo veliko število točk in je tukaj v ozadju še nekaj drugega kot sama kvaliteta pesmi. In imeli smo potem za napovedi prihodov avtobusov in takih stvari in to me je začelo zelo zanimati, kako lahko mi z nekimi zgodovinskimi podatki damo dobre napovedi za nekaj, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Tako da potem sem se skozi študij magistrski in naprej doktorski bolj specifično usmeril v umetno inteligenco in tudi probal v tujini dobiti neke priložnosti in znanje, kako uporabljati to pridobljeno znanje. Trenutno sem pa bolj raziskovalno s tem ukvarjam, torej zelo nišno, v enem manjšem delu strojnega učenja, ki je pod področjem umetne inteligence. Ampak mogoče je to malo preveč detaljno za razložiti, tako da mogoče je to kdaj drugič bolj natančno razložil. Povedali ste pa tudi, da ChatGPT veliko ve o tehnologiji, veliko ve o matematiki, fiziki, biologiji, kemiji, pisanju tekstov. Kako si lahko mladi tukaj pomagajo, recimo konkretno z ChatGPT-jem? Kaj morajo v bistvu vedeti? Ker mi smo imeli to tudi podobno na faksu in moraš delati kar z možgani, da lahko v bistvu vprašaš neko vprašanje, da ti potem da nek odgovor. Moraš kar poznati določeno temo. Ja, ChatGPT lahko uporabljajo mladi ali pa kdorkoli kot neko orodje za pomoč pri katerikoli stvari. Zdaj recimo, če ima neke zadeve na fakulteti ali pa ima neko nalogo za narediti, lahko vsekakor najprej začnejo s ChatGPT-jem vprašajo, kako bi se lahko tega lotil. In seveda najbolj kvalitetni odgovori za ChatGPT bodo še vedno v angleščini, tako da če mladim to ni problem, se splača napisati vprašanje v angleščini, ampak recimo ta plačljiva verzija ChatGPT-ja, ki uporablja malo novejši, malo bolj zmogljiv model, je tudi veliko boljša v slovenskem jeziku. Tako da če nekdo želi zelo podrobno ali pa bolj učinkovito uporabljati to orodje v slovenščini, se mu splača uporabljati to plačljivo verzijo. Drugače pa mislim, da za vsakodnevne potrebe je najbolje, da vsak posameznik stestira. Torej, ko ga nekaj zanima, gre na ChatGPT in točno to vprašanje, ki ga zanima, napiše. Potem bo pa iz odgovora lahko že razbral, a si bo na tem področju lahko pomagal s ChatGPT-jem ali pa bo boljše, da uporabi kakšno drugo znanje ali pa nek drug brskalnik, da bo prišel do pravih informacij. Tako da je zelo specifično od tega, v kateri smeri je. Recimo za matematiko ChatGPT še vedno dela neke napake. Tako da vedno, ko se učimo matematiko s ChatGPT-jem, moramo biti pozorni, da preverimo te informacije, da ne vzamemo kar to kot nek točen podatek 100%. Ampak lahko ChatGPT navajamo kot vir informacij? To pa ne bi vedel. To je po mojem bolj tako vprašanje za kakšne slaviste. Nisem prepričan, kako je s tem navajanjem. Je še vseeno boljše pogledati v kakšno knjigo ali pa bolj specifično spletno stran? Ja, ChatGPT mogoče lahko služi kot nek začetek, da dobimo nek splošen pregled, potem pa za kakšne bolj specifične informacije se lahko kam drugam obrnemo na kakšen vir, ali iz knjige ali pa drug internetni vir, kakšen članek. Tako da ne vem pa, kako je točno s citiranjem.
Kako pa vidite vlogo umetne inteligence pri reševanju globalnih izzivov, kot so recimo podnebne spremembe, zdravstvena oskrba in ustvarjanju bolj privlačnejše družbe? Ja, glede podnebnih sprememb, to je ena zelo taka zanimiva tema, pa tudi težka za umetno inteligenco, ker se soočamo z nekaterimi stvarmi, za katere še nimamo zgodovinskih podatkov. Torej, kakor sem prej omenil, nek model umetne inteligence se uči na nekih zgodovinskih podatkih in potem lahko napove nekaj novega. Ampak dobro je, če je to, kar napovedujemo, že nekaj podobnega bilo v zgodovinskih podatkih. Zdaj pri nekem podnebnih spremembah ali pa segrevanju globalnem, pa nisem prepričan, če mi imamo take podatke, ker jih imamo mogoče, ne vem, za zadnjih 200 let, ne vem, če imamo take podatke, da lahko to dobro modeliramo. Tako da tukaj točno ne vem, kako bi direktno uporabljali umetno inteligenco za napoved, kaj se bo zgodilo čez 20, 50, 100 let. Lahko je pa sigurno dobro uporabimo v tem smislu, da ugotovimo recimo, kaj najbolj prispeva k nekim spremembam v podnebju. A je to bolj transport, a je to bolj prehrana, a je to bolj nek netrajnosten način transporta. Torej, kaj najbolj prispeva, lahko mogoče z veliko količino podatkov ugotovimo in potem to znanje uporabimo, da prilagodimo naš življenjski stil, tako da bomo recimo najmanj imeli s tem stroškov ali pa najmanj se bo naše življenje spremenilo. Potem drugo je bilo za zdravstvo, ne. Glede zdravstva se mi zdi, da je ogromno priložnosti. Recimo že sam ChatGPT ima ogromno znanja, ki ga lahko skozi tekst preda nekemu pacientu ali tudi zdravniku. Je pa tukaj polno enih možnosti, recimo obstajajo neki poskusi, da bi recimo samo sliko iz našega očesa lahko razbrali neke bolezni predčasno, recimo kožna znamenja zaradi nevarnosti kožnega raka, da bi recimo samo slikal znamenje, pa bi dobil tako informacijo, a je to lahko nevarno, a je to lahko kaže na nek začetke kožnega raka in bi potem lahko ustrezno šel k zdravniku in tako naprej. Veliko je tudi možnosti pri razvoju neke robotike, da bi recimo čez desetletje lahko nek robot nas operiral, ne. Ker je recimo manjša verjetnost, da se bo robotu zatresla roka oziroma karkoli bo imel, kot pa nekemu kirurgu, ki že 20 ur zapored operira. Ampak na začetku pa mislim, da bo to bolj kot asistenca recimo zdravnikom ali pa pacientom, da si bodo lahko pomagali. Tudi recimo modeli, kot so ChatGPT ali pa modeli, ki bojo nadgradnja tega na zdravstvenem področju, bojo lahko pacientom pomagali, da ne bodo za vsako stvar, za vsako vprašanje svoje poklica zdravnika pa probali dobivati tam informacije in s tem zmanjšali čas za druge paciente, ampak bodo lahko vprašali recimo nek model, ki ima tudi ogromno znanja o zdravstvu ali pa kaj te simptomi lahko pomenijo. In ta način se mi zdi, da se bo lahko veliko časa prihranili ali zdravnikom ali pacientom in da bodo oni potem delali res manj administrativne zadeve, pa manj take lažje stvari za zrihtati, ampak se bojo lahko posvetili tistim težjim primerom, kjer je umetna inteligenca še zaenkrat mogoče ne zna toliko dobro reševati. Malo sva se že naslonila na naslednje vprašanje, in sicer veliko ljudi se boji, da bo jih umetna inteligenca oziroma ta moč umetne inteligence nadomestila. Zdaj malo sva že omenila, da bi bila mogoče v pomoč v zdravstvu, ampak zanima me, katere poklici konkretno bi lahko v bistvu nadomestila umetna inteligenca in katere po vašem mnenju zaenkrat še ne? Ja, zelo je pomembno, ali se pogovarjamo na zdaj kratki rok, v roku 5 let ali pa 50 let, ne, ker razvoj umetne inteligence je zelo hiter in tudi skozi hitrejši ratuje, tako da za te bolj oddaljene stvari je tudi težko napovedati, ampak zdaj v nekem krajšem obdobju, recimo do 10 let, jaz mislim, da kakšne poklice, ki so zelo ponavljajoči in jih lahko recimo nek robot opravi hitreje ali pa ceneje. To so kakšne razne proizvodnje ali pa neke pozicije, kjer ljudje pregledujejo in iščejo neke napake, recimo ali na izdelkih ali na nekaterih teh proizvodnih linijah,
da bo to lahko robot z nekim računalniškim vidom, z nekim umetnim umom razpoznal hitreje in bolje in ne bo potrebe, da to človek pregleduje, ne. Po drugi strani mislim, da vse službe, ki vključujejo veliko pisanja, ne bodo izginile, ampak jih bo pa manj potrebnih. Torej recimo, če zdaj neko delo opravlja 10 ljudi, kjer morajo napisati toliko in toliko tekstov, lahko je to povezano ali z novinarstvom ali z nekimi pravnimi zadevami, bo lahko mogoče to čez 5 let delala samo polovica teh ljudi, ker bojo toliko bolj produktivni. Torej bodo lahko uporabljali neke jezikovne modele, kot so ChatGPT ali pa še kakšni, ki bodo bolj specializirani za te stvari, da bodo ta tekst napisali hitreje, ne. Lahko ga bojo zgenerirali v roku par minut, potem pa delali manjše popravke, namesto da zdaj recimo pišejo od začetka do konca in razmišljajo. Ker to se mi zdi tudi glavna prednost umetne inteligence, da lahko neke stvari naredi veliko hitreje kot človek. Torej, ChatGPT lahko nam napiše spis 10 strani v 1 minuti, noben človek pa ni zmožen tega, ne, pa da bo to nekako smiselno. Tako da mislim, da bo bolj v začetku, zdaj v naslednjih letih prišlo do tega, da bo manj potrebnih ljudi za isto količino dela, čez mogoče 50 let pa da bo to zelo avtomatizirano, da tega niti ne bomo več rabili. Po drugi strani lahko spet gledamo avtonomna vozila. Tukaj mislim, da je že tehnologija zelo dobra, je bolj problem nek pravni, kdo bo odgovarjal, če pride do nesreče, kaj se bo zgodilo, če ima nek avto na voljo 2 slabi varianti, a bo povozil enega otroka ali bo pa povozil 2 babici. Kaj se bo zdaj odločil, kako bomo reševali take probleme, ne? Ker tudi ljudje nimamo enakih mnenj, kaj je v tem primeru najboljše narediti. In kdo bo nosil posledice za pač neke nesreče, ki jih bojo povzročili avti, ki bodo vodeni s temi modeli. Tako da to se mi zdi tudi bo neko tako področje. Prej sem že omenil zdravstvo, se mi zdi, da se bo malo prilagodilo. Tako da to so neke, pa prevajalci recimo, mislim, da bodo vedno manj jih bo potrebnih, a ne. Še zmeraj bodo potrebni, da bodo pregledali, če je nek model v redu prevedel, ampak ne bodo pa šli več prevajati iz nič. Vedno bodo najprej prevedli strojno, potem pa samo delali rahle popravke, pa mogoče kakšen slog izboljšali. Tako ste rekli, da bi v bistvu zmanjšala količina delovnih mest, prostih delovnih mest, ampak jaz gledam z tega vidika mogoče malo drugače. Kakšen nov poklic, kakšen nov, ki bo popravljal umetno inteligenco, ki bo popravljal te stroje, nove tehnologije, ne? Torej bodo se v bistvu rodili tudi novi poklici. Ja, to je sigurno res. Torej, jaz mislim, da ne bo manj delovnih mest, ampak bo kvečjemu več. Zato, ker ljudje se mi zdi, da smo že po naravi taki, da če ne bi imeli nič za delati, da bi recimo imeli tak svet, da bi roboti delali vse, kar mi danes delamo, ne. Vse to bi roboti naredili enako dobro, kaj bi mi počeli, ne. Zdaj v tem trenutku ne vem odgovora, ampak se mi zdi, da ljudje bi vedno našli nekaj, kaj še lahko izboljšajo, kako lahko naredijo nek pomen dajo svojemu življenju, pa da nekaj prispevajo k družbi. Tako da se mi zdi, da novih delovnih mest bo veliko, ampak težko je pa zdaj oceniti, kaj bojo ta delovna mesta, ne. Tako kot verjetno 20-30 let nazaj, ko ni imel vsak računalnika doma, tudi si nismo mogli čisto predstavljati, koliko služb bo zdaj recimo vsebovalo delo na računalniku, ne. Tako da je tudi zdaj težko napovedati, kakšna točno bodo ta delovna mesta, ker ne vemo, v katero smer točno bo šel svet, kako se bo vse uporabljala umetna inteligenca. Sigurno pa me ne skrbi za to, da ne bi imeli ljudje kaj za početi, a ne. Torej se mi zdi, da bo več novih priložnosti, kot pa teh izgubljenih delovnih mest. Si predstavljate morda, da bodo učitelje nadomestili roboti, da bodo v bistvu robota poslušali učenci? Ali to ne bo šlo skozi? Težko rečem, v bližnji prihodnosti tega ne predstavljam. Se mi zdi, da roboti oziroma neko sprememba v izobraževanju se bo hitro poznala, zato ker recimo velika količina nekih domačih nalog ali pa seminarskih nalog za dijake, študente, zdaj lahko reši ChatGPT zelo hitro, ne.
in čez 5 let bo ChatGPT imel še toliko izboljšano verzijo ali pa bo nek drug model, ki ga bo neka druga firma predstavila, še boljši in takrat take naloge več ne bodo imele smisla, ne. Bodo verjetno dijaki tudi imeli dostop do nekih bolj individualiziranih vsebin, torej da nekdo, ki mogoče mu gre recimo matematika malo slabše, bo imel nekega asistenta ali pa tutorja ali pa nek model, ki mu bo pomagal razložiti to na bolj počasen način, bolj jasno, z več primeri. Nekoga, ki je pa zelo dober v matematiki, pa mu bo dal mogoče kakšen težji primer, kot ga recimo v šoli obravnavajo. Ker v šoli pač mora biti sistem narejen na neko povprečje, ne, torej da bo večini jasno, primerna hitrost, za manjši del bo prepočasi, pa tudi za manjši del bo pa prehitro. Tako da mislim, da bo šlo izobraževanje bolj v to smer, da bo lahko vsak se izobraževal toliko hitro, kolikor mu pač paše, oziroma toliko hitro, kolikor je sposoben neke nove stvari osvajati. Zaenkrat pa robotov tako v učilnicah ne vidim. Oziroma se mi zdi, da bi bilo to nesmiselno, da bi bilo potem že boljše, če bi vsak imel nek svoj računalnik ali pa VR očala, pa imel samo narisanega človeka, kakor pa da bi res delali robote za to. No, eno vprašanje vam je postavila prav umetna inteligenca, ChatGPT, pa dovolite, da vam zastavim. Torej, ChatGPT zanima, kateri izziv vas najbolj navdušuje pri vašem delu z umetno inteligenco in kako se popadate z njimi? Ja, torej jaz se zadnjih recimo 4-5 let ukvarjam bolj specifično z nevronskimi mrežami, ki so trenutno najbolj popularen model strojnega učenja oziroma umetne inteligence. Recimo tudi ChatGPT, to je v bistvu, ta model je nevronska mreža, specifično neke oblike, ki se ji reče transformer, ki nekako prevladuje zadnjih 7 let. Tako da jaz se specifično s tem ukvarjam in raziskujem, oziroma me najbolj zanima, kako bi lahko to obliko nevronskih mrež naredil čim bolj efektivno v smislu, da porabi čim manj pomnilnika. To pomeni, da zavzame čim manj prostora na nekem računalniku. To tudi hkrati pomeni, da je hitra, ne. Torej, nek model ChatGPT je ogromen, ne. To si ljudje ne predstavljajo, recimo verjetno, da ta model sigurno ne more dati nek navaden uporabnik na svoj računalnik, ker nima toliko prostora, da bi lahko tam ga uporabljal, ne. Torej, to se dogaja na nekih oddaljenih strežnikih, ki so veliko večji po pomnilniku kot pa nek povprečni računalnik. In zdaj je tudi veliko dela v svetu na tem področju, kako te modele zmanjšati. Torej, ChatGPT ima ogromno znanja, ampak je zelo potraten. Torej, vsaka neka naša poizvedba potrebuje velike procesorske moči, to pomeni tudi veliko elektrike, to pomeni na koncu tudi veliko denarja, da dobimo mi nek izhod, ne. In ker to uporabljajo milijoni vsak dan, je to ogromen strošek. Kako zdaj to zmanjšati in pri tem ne izgubiti točnosti, oziroma kako dobro deluje model. To je ta prvi pogled. Drugi je, kako hitro lahko ta model naučimo. Ti največji modeli se paralelno učijo, to pomeni, da imamo veliko nekih manjših procesorskih enot, ki se hkrati učijo, ker na eni sami procesorski enoti bi to učenje lahko trajalo desetletja ali pa stoletja, ne. Tako da to je neka druga stvar, kako to pohitriti. In pač seveda tretja, najbolj pomembna, da ta model še vedno enako dobro deluje ali pa celo boljše. Tako da idealno bi bilo najti novo obliko nevronske mreže modelov, da bi na vseh področjih ali pa na večini področij delovali boljše kot neka trenutne najbolj priznane oblike nevronskih mrež. To je recimo nekaj, s čimer, kar sem si jaz želel, delal sem pa še na neki bolj specifičen podpodročju, ki pa mogoče malo preveč težko za opisati trenutno. Pa bi rekli, da nam umetna inteligenca jemlje kreativo, recimo ChatGPT, ne da se mi napisati seminarske naloge, napiši mi ti. Ja, to je zanimivo vprašanje. Mislim, da na nek način nam jemlje kreativo, ampak hkrati pa tudi nam pomaga biti še bolj kreativen, ne.
Recimo, ko nimamo ideje, imamo nek problem, pa nimamo ideje sploh, kako se to loti tega problema, ne. Pa lahko napišemo v ChatGPT, imam ta pa ta problem, a mi lahko daš 5 ali pa 10 idej, kako sploh začeti s tem problemom, a ne. In tukaj recimo nam bo ChatGPT recimo vrnil neke dobre odgovore in lahko pri tem nam poveča kreativnost. Ker recimo prej smo bili čisto nekreativni, sploh nismo vedeli, kako bi to začeli. Zdaj imamo pa kar naenkrat 5-10 možnosti in naši možgani ratejo veliko bolj kreativni za vsako od teh ali pa kako bi dve povezali skupaj in tako naprej. Po drugi strani pa ja, ko bomo dlje časa uporabljali take modele, mogoče več nihče se ne bo lotil, ne vem, pisanja nekega članka ali pa neke knjige čez čas iz začetka, iz nič. Ampak bo bil takoj že ChatGPT, napiši mi to pa to pa to na 5-10 straneh in bo potem iz tistega naprej izhajal. In bo tam začetna kreativnost, da bo čisto neka tvoja ideja že od začetka, se bo pa mogoče malo izgubila. Tako da, a je to dobro ali ne, ne vem. Ampak se mi zdi, da za vsako novo tehnologijo, ki nam olajša življenje, neke stvari, neko znanje, ki je bilo potrebno prej, izgubimo, a ne. Tudi verjetno zdaj ljudje, ki uporabljajo vsak dan računalnik, malo slabše pišejo na roko, kot so pa 30 let nazaj, a ne, ko so vsak dan pisali na roko. Zdaj je to dobro ali slabo, je bolj filozofsko vprašanje, ampak meni se zdi, da bo ta tehnologija več prednosti imela kot pa slabosti. A bi rekli, da nas umetna inteligenca tudi zavaja v določene stvari? Oziroma nam ponudi kake nepreverjene informacije in jih mi vzamemo za preverljive, in v bistvu damo v svet nekaj ljudem, kar resnično ni se zgodilo, ali pa ker večkrat si tudi umetna inteligenca oziroma izključno ChatGPT neko stvar izmisli, ne. Tako da ta razlika tu, kako smo lahko kritični mogoče. Ja, to je res. ChatGPT si lahko nekaj izmisli, temu pravimo, da halucinira, torej nekaj pove, kar sploh ne obstaja ali pa sploh nikjer ni videl. To se velikokrat lahko recimo zgodi pri navajanju virov. Ne, mi ga vprašamo nekaj in rečemo, a lahko navedeš 3 vire. In on navede 3 vire in reče, to so viri, in potem greš pogledat in te viri ne obstajajo. Torej ta avtor ni napisal te stvari ali pa sploh ne obstaja ta avtor. In to je pomembno, da se ljudje zavedajo, to tudi ChatGPT oziroma podjetje OpenAI jasno pove, da je treba pač informacije preveriti, da to niso 100% resnične trditve. Se mi zdi pa, da ljudje, ko uporabljajo ChatGPT, velikokrat imajo tudi občutek, a je to nekaj, kar je resnično, ali je to nekaj, kar moram še preveriti. Če je to neka zelo pomembna zadeva, vsekakor je dobro preveriti. Tudi če misliš, to je že v redu in to je prav, ne. Je pa tako, da ChatGPT kot nek velik jezikovni model nima slabih namenov, torej, ki ste uporabili, da zavaja, ne. To je nek model, ki nima namena, da bo zavajal ali pa da bo skrival, ker on nima te možnosti zavajanja. On je v bistvu samo natreniran, naučen na ogromnih količinah besedila. Torej, lahko si predstavljamo, kot če bi en človek živel neskončno, pa bi lahko prebral vsa besedila, ki obstajajo na internetu, pa vse knjige. Če bi en človek živel neskončno, bi to uspel. In pol, če ne bi pozabljal vmes, bi imel vse to znanje, ki ga ima ChatGPT. Ne, sam ChatGPT pa, ker mora generirati neko novo besedilo, včasih zgenerira nekaj, ki ni čisto prav, a ne. Nekaj v treniranju ali pa iz nekih podatkov, na katerih je bil treniran, ni prav in potem on to znanje ima nekje v sebi zakodirano, ne. Torej, verjetno ChatGPT, ko je bil učen, je tudi prebral neke podatke, ki niso resnični, a ne. In zato je tudi možno, da on daje neresnične podatke. Tako da sigurno pa ni tako, da zavaja, ker nima te možnosti zavajanja, ker nima zavedanja samega sebe in nima želja. Tudi če ga vprašamo, kaj si ti želiš, bo napisal, jaz nimam želja ali pa jaz nimam mišljenja, jaz sem sam jezikovni model, a ne. Tako da ta strah, da bi nas zanalašč zavajal, ne obstaja oziroma je neupravičen. Je pa možno, da bi razvijalci teh modelov nas želeli zavajati.
To pa je možno, ne. Torej, če bi recimo razvijalci ChatGPT-ja želeli, da mi veliko bolj podpiramo eno politično stranko, bi lahko tako prilagodili učne podatke ali pa ta model, da bi same dobre stvari govoril o tej politične stranki, v neki drugi pa same slabe, ne. Torej, razvijalci pa imajo to moč, da bi lahko vplivali na to, kakšne odgovore daje na ta model, ne. In torej tudi na ta način lahko spreminjali nekako mišljenje ljudi, če ljudje niso na to pozorni. Torej, umetna inteligenca nima čustev in ne bo imela. Razen, če bi razvijalci dodali kaj. Čustev mislim, da ne more imeti, lahko pa simulira čustva. Torej, lahko pa tako dobro posnema človeka, da ne bomo več razlikovali med človekom pa umetno inteligenco. Torej, če bi dali neko zelo napredno umetno inteligenco v nekega robota, ki izgleda enako kot človek, pa ta umetna inteligenca govori enako, pa razmišlja enako, potem mi več ne moremo ločiti, kaj je človek, kaj pa je umetna inteligenca, ne. Ampak to še ne pomeni, da ta umetna inteligenca ima čustva, ampak samo toliko dobro posnema čustva človeka, ali pa izgled človeka, ali pa način govora, ne. Tako da zaenkrat se mi zdi ta strah, da bi umetna inteligenca imela samo po sebi slabe namene, je čisto odveč. Oziroma trenutno ni možen. Poleg tveganj, ki si jih morda tekom najinega pogovora razvil, ima umetna inteligenca tudi priložnost za napredek, izboljšanje stanja človeka. Katere pozitivne vidike umetne inteligence bi jih tako enih par naštel? Ja, sigurno prva, ki je taka splošna, je večja produktivnost ljudi. Torej, da bomo katerokoli delo imamo naredili hitreje s pomočjo umetne inteligence. To se mi zdi, da se že danes dogaja, ampak bo v prihodnosti še veliko napredovalo, ne. Recimo, a bi bilo možno, da bi mi samo si zaželeli, kaj bomo jedli ta teden za vsak dan, pa bi imeli neko umetno inteligenco, ki bi pogledala, katere vse sestavine za to potrebujemo, pa to naročila v spletni trgovini, pa da bi to nekdo k nam domov direkt pripeljal, pol bi pa imeli doma še robota, ki bi sam nam naredil kosilo, ne. To je tehnološko izvedljivo in verjetno čez 50 let bo to lahko čisto normalen način življenja. Zdaj, eni ljudje mogoče na to gledajo kot nekaj slabega, ker kaj bomo pa potem ljudje delali, a ne, če bo vse naredila umetna inteligenca. Ampak moje mnenje je, da bomo našli nekaj drugega, kar nas bo veselilo, pa izboljšali način, pa imeli več časa mogoče za neke stvari, ki nam zdaj zmanjkuje časa. V splošno pa v poklicih, tam, kjer je veliko pisanja, kakor sem že omenil, mislim, da bo veliko pomagala umetna inteligenca pri izobraževanju. Recimo prej sva govorila o tem, kako se bo svet spremenil lahko na boljše ali pa v pravičnejšo družbo. Recimo dostop do znanja ali pa do hitrega izobraževanja se mi zdi en ključnih načinov, kako bo svet ratal bolj fair ali pa pravičen, ali pa da bo manj revščine recimo v svetu. Ker recimo neki ljudje v sredini Afrike nimajo možnosti takih, kot imamo mi tle sredi Evrope, glede izobraževanja, zdravstva in tako naprej. In oni tudi nimajo tega znanja, da bi to lahko predajali na mlajše ljudi. In zdaj pa, če imajo oni pa toliko nekih sredstev, da lahko dobijo nek pametni telefon ali pa računalnik, pa dostop do interneta, pa do modelov umetne inteligence, se mi zdi, da se njim odpre ogromno možnosti za izobraževanje, za neko znanje, da bojo lahko čez nekaj desetletij mogoče imeli tako znanje, kot ga imamo mi zdaj, a ne. In brez teh tehnoloških napredkov pa to bi šlo veliko bolj počasi, se mi zdi. Tako da na ta način se mi zdi, da bo lahko veliko pomagala umetna inteligenca. Žal pa je tudi vedno možnost zlorabiti v neke slabe namene, a ne. Ampak to ne bo umetna inteligenca naredila sama, ampak bojo ljudje, ki jo ustvarjajo. Ker umetna inteligenca je samo orodje, a ne, ni kot neko bitje, človek, ampak je orodje in ti z orodjem lahko delaš dobre stvari ali pa slabe, ne. Tako recimo za eno primerjavo, če imamo mi nož
Mi lahko to dobro uporabimo, da narežemo sadje, zelenjavo, pripravimo kosilo, lahko pa uporabimo, da poškodujemo nekoga z nožem, ne. Tako je tudi umetna inteligenca. S tem, da umetna inteligenca je veliko močnejše orožje kot nož, a ne. Zato je tudi veliko nevarnosti, ampak tudi veliko prednosti. Po mojem mnenju je veliko več možnih prednosti kot slabosti, ampak je pomembno, da tudi vemo, da obstajajo slabosti. Tako kot ste že omenili, recimo deepfake posnetki, generirani avtomatsko, zdaj se video da že generirati iz besedila in je zelo dober. Težko prepoznamo, da je to generirana umetna inteligenca in a bomo lahko čez 10 let vedeli, za kjerkoli video posnetek, je resničen ali ga je ustvarila umetna inteligenca. Težko, a ne. Bomo pa pol mogli se osredotočiti na neke vire, ki jim zaupamo in reči, okej, oni ne objavljajo takih posnetkov, oni preverijo vse, njim bomo zaupali, z enim pa ne bomo, ne. Saj to se mi zdi že zdaj delamo z recimo slikami ali pa z nekimi besedili. Za na konec bi vas še pa prosila, da poveste ene 2, 3 par nasvetov za pametno uporabo umetne inteligence. Za nas vse. Ja, mislim, da najbolj pametno na začetku je, da se vsak bi spoznal s temi orodji, torej kaj so zmožna narediti. Torej, da bi šel, probal ChatGPT, če ga še ni, probal mogoče tudi kakšen drug model, recimo Googlov, Gemini je zdaj na voljo, je tudi brezplačen. Tiste, ki bolj zanima, se mi zdi, da se tudi splača plačati recimo to članarino na ChatGPT plačljiv, ki je boljši, ima več možnosti, stane $20 na mesec, tako da to si lahko vsak premisli, če se mu zdi vredno. Ker recimo ni samo na tekstu poudarek, kot je mogoče ChatGPT zdaj javnosti najbolj znan, ampak se veliko dogaja tudi na tem, da generiramo slike ali pa videa, ne. OpenAI, to podjetje, ki je razvilo ChatGPT, kakšen mesec nazaj predstavilo en model Sora, ki generira iz teksta, nekega kratkega teksta, video. Zelo kvaliteten video, ki je do dolžine 1 minute. Tako da to se mi zdi prvi korak, da ljudje bi se spoznali sploh, kakšne možnosti ima umetna inteligenca, potem pa, da začnejo to probati vpeljati v svoje vsakodnevno življenje, da jim to pomaga. Ali morajo napisati neki daljši e-mail, pa ne vejo čisto točno, kako bi ga strukturirali. Lahko napišejo v ChatGPT, a mi pomagaš napisati tak mail, hočem, da prejemnik ve to, pa to, pa to, pa to še vpraši na koncu in bo zgeneriral mail, ne. Potem boste samo ga prebrali, mogoče kaj popravili in lahko poslali. Mogoče namesto, da se ukvarjate 15 minut s pisanjem, boste porabili 5 minut. In na ta način, da probajo ljudje si s temi orodji pomagati, da si optimizirajo življenje oziroma čas, da porabijo za iste naloge manj časa. Potem, ko se bo pa to usvojilo, bojo pa vedno verjetno iskali tudi neka nova orodja, kje si še lahko pomagajo. Ali pri delu v službi, ali pa tako čisto pri nekem idejnem delu, ali pa pri nekem začetku neke ideje, ki jo imajo in jo želijo v popoldanskem času doma narediti. Tako da to se mi zdi tak dober začetek za vsakega. Marko Zeman, najlepša hvala za tako prijetne besede, da ste malo orisali, kaj sploh je umetna inteligenca, kaj nam ponuja. Želim vam še prijetno raziskovanje naprej, pa vsega dobrega. Hvala vam za povabilo in lep pozdrav. Vi, dragi gledalci, pa hvala, ker ste bili z nami in prišli do konca.